Dober dan, dobrodošli v prvi oddaji Point Out Weekly. Moje ime je Nejc, sem soustanovitelj Point Outa. Če se sprašujete, kdo je drug, mislim, da je dosti logično. Z digitalnim marketingom se ukvarjam že 5 let, odkar smo ustanovili to podjetje, to agencijo. Poleg tega, se pravi, da sem v sami tej industriji preživim večino časa, delam na kampanjah, v preteklosti delal z blagovnimi znamkami, kot so Gorenjka, Cisco, Peugeot in tako naprej. Sem še zelo dejaven kot predavatelj, se pravi, veliko izobražujem. Ali je to na ekonomski fakulteti, kjer sem občasno zunanji asistent, ali v praksi, naprimer ravno naslednji teden v četrtek imam eno predavanje na podobno tematiko, kot je danes. Tako da to je zelo velika moja strast, v tem res uživam in upam, da bo tudi tele videe, ki danes začenjamo delati, da bo tudi ena nova zadeva, ki me bo tudi zelo veselila, oziroma me že kar veselila. Pa bi tukaj zaključil, pa predajam besedo tebi, Zoran. Hvala, Nejc, hvala za besedo. To, koliko stvari si povedal, da me zdaj kar malo sram malo povedati vse. Se ti jih ima še več. No? Vem, ampak biti drug za tabo, a veš, to ni nikoli prijetno. Hecam se. Moje ime je Zoran, koga sem na začetku povedal. Tudi sam se ukvarjam s precej podobnimi stvarmi kot Nejc. Se pravi, tudi predavam, tako kot je Nejc povedal, oba sva ustanovitelja te agencije. Znotraj same agencije se precej ukvarjam bolj s temi, rečemo, strateškimi zadevami, postavljanjem strategij. Nekako področja, ki jih pa najbolj pokrivam, so pa social media, inbound marketing in pa avtomatizacija v trženju. Pa da ne bom predolg, si že veliko stvari ti povedal, pa ker gledam to, da je podobno, se ne bova preveč ponavljala. Najboljš, da greva kar na današnjo tematiko, ki pa je ravno to, kar danes delamo, ampak še pred tematiko. Mislim, da morava najprej povedati, zakaj smo se tega sploh lotili. Imaš prav, res je. Se pravi, pa kaj je namen teh videov. Naša želja tukaj je, da preko video vsebin vam podajamo čim več znanja, ki smo ga mi v sami agenciji, ki ga imamo, ki smo ga osvojili skozi leta dela. In želimo to znanje zdaj preko tedenskih oddaj tudi vam prenašati in da boste izkoristili, ker mi verjamemo v to, da vsak v svojem podjetju, ki je s stvarmi, ki se ukvarjate, da se skriva ogromno potenciala. In velikokrat je ravno težava, ker ne vemo vseh zadev iz marketinškega področja. Tukaj lahko mi vskočimo, mi pomagamo z nasveti in ravno namen te oddaje je, da vam te nasvete ponudimo, da boste vaš potencial lahko izkoristili. In zaradi tega, ker ravno delamo video, bo pa tudi današnja tematika potekala ravno o video vsebinah. Tako je. Pa mogoče, Zoran, za začetek bom jaz kar postavil vprašanje iz video vsebin. Se pravi, zakaj bi bil zdaj sploh ta prav trenutek, da ljudje, tako kot mi začenjamo danes, zakaj mi dva misliva, ali pa ti misliš, da bi ljudje mogli z video vsebinami začeti? Ja, mogoče prva stvar, ki mi pade na pamet, je engagement, interakcija po slovenski. Enostavno ljudje se bolj povezujejo z vsebinami, video vsebinami, kot pa drugimi oblikami vsebin. Eden izmed razlogov je sigurno to, ker preko video vsebin lahko vidijo čustva, lahko vidijo, da sem vesel, da sem žalosten, lahko vidijo, kakšen je moj odnos do stvari, ki jih govorim. Po drugi strani se lahko ful več stvari pokaže, veliko več, kakor pa z nekimi drugimi oblikami vsebin. Pa seveda zato, ker trenutno še ne dela toliko veliko ljudi tega, je tudi pozornost do samih video vsebin veliko večja. Evo, tako mogoče za začetek bi ti še kaj dodal. Ja, in ko govoriš o tej pozornosti, se pravi,
na eni strani veliko podjetij še ne dela tega in trg še ni toliko zasičen. Ampak po drugi strani je pa zaradi same oblike, kamor se video vsebine premikajo, pa kamor tudi uporabniki, se pravi, če sam pomislite, kako uporabniki danes prihajajo v stik z drugimi uporabniki, kako njihova interakcija poteka. Verjetno ste že slišali za Instagram Stories, da so tudi na Messenger Stories, Snapchat Stories. In ljudje enostavno gledajo druge ljudje pri njihovih dnevnih interakcijah. In danes ni več samo, da se objavi neka slika, ampak se pravi, uporabniki producirajo lastne vsebine, pokažejo svoj dan skozi cel svoj dan. In uporabniki so že danes navajeni take vsebine gledati. In ko govoriva o tej pozornosti, to pomeni, oni so že navajeni, ampak na drugi strani pa ni, se pravi, je pa prostor še zelo nezasičen, ker ni podjetij, ki bi se s tem ukvarjala. Tako da to je zelo ena taka dobra priložnost, tudi zaradi tega mi danes začenjamo in je to tudi taka dobra priložnost za vas kot podjetja, da začnete razmišljati o samih video vsebinah. In to naj takoj pripelje do vprašanja, kdo se sploh loti snemanja videa. Zato, ker velikokrat slišim od naročnikov ali pa, ko se pogovarjaš na kakih dogodkih z ljudmi, da pravijo, neke industrije so toliko boring, toliko dolgočasne, da nimajo nič pametnega za posnet. Ampak tukaj se ne bi strinjal najbolj, zato ker se mi zdi, da posod se lahko najde nekaj zanimivega, v končni fazi tudi videi, ki jih midva danes snemava, bi lahko tudi komot nekdo posnel, ki je sicer, rečemo, v takih nekih bolj dolgočasnih industrijah, kakor za koga. Velikokrat se sliši, da so recimo bančne, finančne industrije bolj dolgočasne, ampak tudi zakaj se ne bi dva finančnika pogovarjala, pa recimo dajala nasvete ljudem, kam investirati denar, zakaj ne bi recimo preko videa pokazali, kako delujejo, ne vem, neke analize, karkoli, že. Kaj misliš ti o tem? Ja, jaz se totalno strinjam, mislim, da si dal tudi zelo dober primer ene take industrije, ki ponavadi za ljudi sploh ni zanimiva. In ja, tudi tukaj se da lahko preko videa zadevo narediti zelo interaktivno. Jaz sem sigurno mnenja, da bi, če bančna industrija začne s takimi videi, jaz sem prepričan, da bi se najdel komitenti, ki bi potem začeli postavljati zelo specifična vprašanja, ker bi želeli, da jim potem banka reši direkten njihov problem, ki ga imajo. Tako da to se mi zdi ful dober primer, ki si ga omenil. Tako da po moje, to, kar si ti hotel povedati, je, da se danes lahko tega praktično vsak loti. Ja, točno to. Ni omejitev. In mogoče, če se sprašujete, kaj je potrebno, da sploh s tem začnete, se pravi, mi smo v to opremo koliko investirali. Jo ćemo celo malo pokazati. Lahko, evo, ti pa lahko ta cajt malo posnameš, pa bomo pol v postprodukciji to noter vrgli. Prostor je itak naš, to se pravi, itak v naši pisarni snemamo, tako da prostor ni bil nek strošek za nas. Druga zadeva je, morali smo kupiti luči, morali smo kupiti kamero, morali smo kupiti mikrofončke in vse skupaj nas je mogoče prišlo nekje 1000 evrov, kar za neko podjetje, niti majhno, kaj pa še kako, ne vem, srednje veliko podjetje, ali pa celo veliko, ni nek pretiran strošek. Koliko si rekel? 1000 evrov, to se lahko po moje vsak prvoša. Ja. In mi to snemamo, se pravi, s fotoaparatom. S fotoaparatom, točno to, ja. Tako da sicer smo ga že imeli v podjetju, ampak obstajajo tudi drugi načini, kot je GoPro kamera, ki se uporablja, koliko stane to, okoli 400 evrov, recimo, 500 evrov. Zdaj tudi en zelo dober produkt na trgu, ki se mu reče Mevo kamera, bomo tukaj le dali link, lahko kliknete in greste pogledat. Ampak ja, ta kamera stane okoli $600, pol še neki carine plačate, zato ker z Amerike se vse skupaj pošlje, čeprav je tudi na Amazonu. Mislim, da je tudi ampak je malo dražja cena potem. Ampak ja, 600 evrov, 700 evrov dobite opremo in začnete s takimi videi snimati, oziroma 1000 evrov še z lučmi. Tako da mislim, da to ni nek velik strošek za ali malo, srednje, veliko podjetje. Vsak si lahko to privošči. Je pa potrebno potem nekoga dobiti v podjetju, ki se bo s temi vsebinami ukvarjal, se pravi nek marketinški oddelek, da temu posveti pozornost, dobi eno ali pa dve osebi,
In potem se začne ukvarjati s to produkcijo. Seveda mora biti tudi malo pripravljena taka oseba nastopati, mogoče imamo midva tukaj malo prednosti, ker sva iz te industrije, ampak midva so prvič ko pred kamero. Tudi midva se bova rasla verjetno iz oddaje v oddajo. Tako da tole bo za prvič bo verjetno tako, pol, ko boste 10., 15., 20. oddajo gledali, bo že skoraj ekspert, bo lahko druge mogoče učila, kako to vse skupaj sproducirati. Ampak ja, treba je sam začeti, se pravi prvič investicija v opremo, potem se pa lotiti in sploh delati. Če pa govorimo o nekih krajših videih, če govorimo o nekih Snapchat, Instagram Stories videih, če govorimo o nekih live videih, je pa strošek praktično nula, ne? Ker danes ima vsak smartphone, vsak se lahko posname in če govorimo po takih nekih krajših, pa sploh ni stroška, ne? Je pa vse, kar rabite, je malo poguma, da se posnamete in to je to. Ne? Absolutno. Pa tudi to pogumo v bistvu pridobite večkrat, ko se snemate, boljši ste, in boljši, ko ste, več imate poguma tudi za kaj drugega. Mogoče, če greva naprej, zdaj imamo opremo, zdaj imamo video, kaj zdaj, kaj s tem videom delati? Se pravi, to so tudi vedno vprašanja, ki se odpirajo, kam zdaj to video vsebino dati. In ena izmed stvari je sigurno, ne smemo pozabiti na dve največje platforme. Ta trenutek, ko sta YouTube in pa Facebook, in pa seveda za te neke krajše videe Instagram in Snapchat. Hkrati pa ne smete tudi pozabiti na svoje lastne kanale, to je na svojo spletno stran in vse, kar pač pride zraven. Sem še kaj pozabil? Ja, spletna stran /blog, v tej smeri. Tako, ja. Ampak drugače, te dve največji platformi, kot sta YouTube in Facebook, sta najpomembnejši, s tem, da bi jaz dal mogoče celo več poudarka na sam Facebook. Zakaj? Zaradi tega, ker ljudje, vsaj v Sloveniji, YouTube ima grandfather, vsega skupaj, v bistvu Facebook je bolj seksi. Ampak kar sem hotel povedati, je, da več časa ljudje preživijo, vsaj v Sloveniji, na Facebooku. Kar pomeni, da ker se ljudje tam nahajajo, boste tudi vi posledično več ljudi zadel. In v bistvu vse so tudi podatki. Facebook je že prehitel YouTube po konzumaciji video vsebin. Čeprav ponujajo iz vsebinskega vidika veliko več kot video. Tako da, absolutno jaz bi ki je prvi kanal ravno Facebook. Se strinjam. Pa klej mogoče sicer ni to povezano s to tematiko, ampak vseeno lahko to, ko skočim, da povem, ful je pomembno, da video vsebine, ki jih delate, jih uploadate na tisto platformo, ki jih boste uporabljali. Se pravi, ne YouTube video dajati na Facebook in pa obratno itak ne morete. Tako da, če date video na Facebook, jih uploadite na Facebooku. Native, ne? Ja. Ok. Mislim, da moramo še zadnjo točko pokriti za danes in sicer, kaj nam bo prihodnost z video vsebine prinesla. To je najbolj vedno tako, za te, kar lahko ful memo strelaš in pol tako pridejo čez eno leto, ti si pa to rekel, pa to ni res. Tako da, kam gre prihodnost? Video vsebin bo po moje če dalje več. Prvič je zato, ker je strošek izdelave nekega videa se bo če dalje zmanjševal. Če smo prej govorili o 1000 evrih zaradi neko tako profesionalne lučke, kamero in to, z napredkom tehnologije bojo te stvari če dalje cenejše. Druga stvar je, video lahko danes delate že skoraj za vsako napravo in glede na to, da tudi recimo midva danes o tem govoriva, tudi drugi so, ki podobno poudarjajo o teh video vsebin že zaradi tega nekega momentuma, ki se ustvarja, pa zaradi nekega snowball, se pravi efekta snežne kepe, bo če dalje več video vsebin. Hkrati se bo pa po moje se pravi zmanjšala kakovost same vsebine video vsebin, se pravi ne toliko kakovost izdelave, kakor pač vsebina bo po mojem manj kakovostna, ker bo enostavno to vsak počel, tudi tiska mogoče nima nekega top znanja. In to bo privedlo tudi do tega, da bojo verjetno ljudje malo bolj izbirčni pri tem, katere video vsebine pravzaprav sploh gledajo, ker konec video vsebini moramo nameniti določeno pozornost, malo več kot recimo neki sliki, ker video vsebino pač moramo gledati, zato da malo več vidimo, kaj se dogaja. Zdaj, če rečemo, da je nekaj attention span danes nekaj 7-8 sekund, je to za nek video relativno malo, tako da je res ful pomembno, da je kakovost vsebina, da je primarna. In to se tudi midva bolj to trudva, da je ta vsebina, tisto, kar govoriva, v bistvu boljš, kakor pa to, da so lučke. To je nekaj, kar sam suportira to, kar govoriva. Zdaj, ko si to element padel,
Ti bom te kar zastavil še naslednje vprašanje. Ker smo se pogovarjali tudi v pisarni, ne? Ti mislim, da zelo veliko razmišljaš o sami avtomatizaciji videa. Da je še malo več o tem povej. Ja, v bistvu tako Facebook kot Google razvijata neka orodja, s katerim bi video vsebine avtomatizirala. Predvsem za oglaševalce je to zanimivo, ker valjda video oglasov je čedalje več, mislim, da jih je največ ali pa so zelo blizu. In nekako oglaševalcem se seveda zdijo ful zanimive, ampak radi bi ta postopek izdelave skrajšal. In Facebook je recimo uvedel slideshow, Google ima tudi svoje orodja, ker enostavno uporabljaš slike, ki jih že itak imaš in iz slik narediš nek video. In je veliko lažje, veliko hitreje, vzameš si 5-10 minut in imaš v bistvu video narejeno. Ok, za konec bi pa jaz samo še povedal, da morate pa zelo veliko pozornosti posvečati, kaj se trenutno tudi v sami marketinški industriji oziroma v samem prostoru dogaja. In sicer pa sam menim, da smo trenutno ravno v obdobju, ko pozornost iz televizije vedno bolj prehaja na digital, tudi z vidika video vsebin. Se pravi, kje se sami videi konzumirajo. In tega bo tudi v prihodnosti vedno več. Se pravi, ljudje, ki danes gledajo televizijo, vse to lahko že pri mladih danes vidimo, ki sploh ne gledajo več televizije, ampak ljudje se bodo pomaknili iz same televizije na digitalne platforme. Vse poznate tudi Netflix, kjer so še kaj HBO, in tako naprej. Hulu. Tako, in že danes ljudje ogromno časa preživijo na internetu in ravno zdaj smo v tem obdobju, ko so video vsebine tudi na internetu zelo kakovostne. Se pravi, tehnologija se je tukaj tudi toliko zboljšala. In zaradi tega smo ravno zdaj v tem tranzicijskem obdobju, ko vse skupaj prehaja iz televizije in vedno več bo na internetu. Tako da tukaj je moja predikcija, pač moja osebno, ne vem, kako boste drugi na to gledali, ampak da se bo nekaj podobnega zgodilo, kot se je z radiom okoli leta 65, ko je bil radio vodilni kanal in je potem ga televizija prehitela. Zdaj smo pa ravno v tem obdobju, ko jaz menim, da bo internet prehitel televizijo in bo, tako kot je radio danes nek nišni kanal, da bo na dolgi rok televizija kot naprava tudi postala nek nišni kanal in bomo več časa preživeli na takih napravah, že danes ga več tukaj preživimo, ker imamo to napravo skozi pri sebi on the go. Tako da ja, s tem bi zaključila. Ja, sem kar nekaj povedala, tako da po moje za prvo oddajo bo čisto v redu. Kaj, bi še kaj dodala za na konc? Ne, to je to, dotaknila bi se samo še naslednje oddaje, še preden pa se tega dotakneva. Pa lahko, se pravi, v same komentarje napišete kakšna vaša vprašanja, se pravi pod sam video, bomo odgovorili na ta vprašanja po oddaji, oziroma kakšno vprašanje, ki se nam bo zdelo še posebej zanimivo, ga bomo pol tudi uporabili kot na začetku naslednje oddaje, preden bomo šli v samo vsebino tiste oddaje. Tako da izvoli Zoran za naslednjo oddajo, če poveš, kaj bomo delali. Absolutno, samo še to sem hotel dodati. V bistvu je, da ta oddaja raste skupaj z vami, tako da več, ko bomo dobili vprašanj, več, ko bo zanimanja, tudi boljše bojo na koncu. Naslednji teden je pa mogoče neka bolj specifična tema in sicer govorili bomo o Facebook oglasih, se pravi o Facebook advertisingu. Tako da, evo, to je to za naslednjič, tema po moje ful zanimiva, ful bomo specifični, ful bo enih novih informacij. In to je tudi ena izmed tematik, imamo tudi mi v predavanje spet, tako da mislim, da sigurno mrske zapovedati. Ja, sigurno spet mrske zapovedati. Ok, hvala, ker ste bili z vami in se vidimo do naslednjič. Živijo. Se vidimo, čao.